Naslednjih 50 ur bom preživel samo s tem, kar bom lahko ujel v enem izmed najbolj surovih in samotnih predelov sveta. In ta divja pustolovščina se začne prav zdaj. Moj bog, fantje. Ustavljam se prav tukaj, ker bomo naslednjih 50 ur izvajali enega najbolj norih izzivov, fantje. Tukaj, na tej odročni obali, bova samo jaz in ti. In kar bova počela je, da bova jedla samo tisto, kar uloviva. Če ne uloviva hrane, bova dobesedno lačna. Verjetno bi moral začeti izziv s polnim želodcem, ker sem trenutno res strašno lačen. Poglej, kako noro je tukaj zunaj. Mava te masivne skalnate rtove. V redu, fantje, imam našo harpuno, imam plavuti, imam maske. 50 ur se začne zdaj. Ko mi čakam. Zdaj pa morava priti dol po teh skalah. Moj bog, to bo največja jata rib, kar sem jih kdaj videl, človek. Svetlo rumenje. O, kakšna lepa riba. O moj bog, fantje, dobili smo to ogromno lignjo. Vidite, da še vedno teče črnilo po njej. Poglejte to. To dejansko še vedno prihaja iz te živali. To so ene izmed najbolj norih živali v živalskem kraljestvu, fantje. Pravzaprav ima največje oko v živalskem kraljestvu glede na velikost telesa. Vidite, da je res ogromno. Človek, moral sem si umiti obraz, fantje, ker sem imel povsod črnilo. Verjetno ga imam še vedno povsod. Veste, da že dolgo nismo imeli lignja, tako da bo tole res prava poslastica. Ampak rad bi vam nekaj pokazal. Dobesedno je obarval vso vodo s črnilom. Poglejte tukaj. In še vedno spušča črnilo. Povsod. Hej, poglej to. To je noro, človek. Zdaj bomo zakurili ogenj na tej odmaknjeni obali in dali to stvar peči. To je res ena nora žival. Človek, tako sem navdušen. Tukaj je ogromno koral. To bomo uporabili za gradnjo ognjišča. Na tem. V redu, še nekaj kosov in potem bo naše kurišče postavljeno. Samo malo bom to izkopal, ustvaril bom majhno jamo. Imam nekaj vejic. Zdaj iščem samo še nekaj suhega. Zberi celo kupco tega veliko ptičje gnezdo. Vse to je popolno. Prvi dan bomo jedli lignje in navdušenje je trenutno res na vrhuncu, človek. V redu, tukaj kuhamo, fantje. Vidite, kako se močno kadi. In to zato, ker je vse skupaj zelo mokro. Sinoči je močno deževalo. Torej, mislim, da smo jo zdaj dali kuhati, fantje. Odpravili se bomo do vode in očistili našega lignja. Človek, naš prijatelj, se poti kot cigan s hipoteko. Saj veste, fantje. Pokazal vam bom, kako bomo to razstavili. Torej, najprej bom prijel glavo, jo zasukal
In vidite, glavo smo mu odstranili prav tako. Naslednje, kar bomo naredili, je, da bom s prstom potegnil vzdolž hrbtenice. Vidite zgornji del lignja. In zdaj bom samo potegnil. In s tem bomo izvlekli njegovo hrbtenico tukaj. To je dobesedno kot kos plastike. Neverjetno. Poglejte to. Naslednje, kar bomo naredili, je, da lahko vidite, da imajo na obeh straneh te zavihke. S prstom bom potegnil vzdolž tega zavihka. To ne zveni prav, Abe. Zdaj, kar bomo naredili je, da nam je ostala ta lignjev tulc, primemo to stran tukaj in jo samo pritisnemo tako kot to. In to pomeni, da se lahko dobesedno znebimo vseh slabih stvari, ki jih nočemo. Tako, to je to. To je vse, česar se želimo znebiti. Ostala nam je samo ta čudovita cev lignja tukaj. In to je naš čudoviti kalamar. Tukaj imate klun, vidite, to je dobesedno tisto, kar uporabljajo za žvečenje svojega plena in vsega taska. Res so nenavadne živali, človek. Pravzaprav bomo pojedli vse njegove lovke. Poglejte, vse njegove oči tukaj. Tega nočemo. In kar nam ostane, sta samo ta dva čudovita kosa tukaj. Poglej to, človek. Samo nabrusil bom ta količek tukaj. Vidiš, kaj bomo naredili? Primemo našo lignjo in jo napeljemo naravnost skozi. In na koncu še lovke. Človek, to je noro. Poglej to. Dobesedno imamo našo lignjo na pavčki tukaj. Vrgel jo bom čez ogenj. Tukaj čez ogenj, malo ovijemo lovke okoli. Te lignje ne želimo prekuhati, ker se bo dobesedno spremenila v gumo. Zato jo samo lepo zapečemo na zunaj. Ja? Prosim, napišite komentarje. Kuhamo. Res vas imam rad. Morda se sprašujete, kje za vraga sem bil in kaj sem počel. Fantje, resnica je, da sem bil dobesedno na poti že 3 mesece in sploh nisem imel priložnosti, da bi se vrnil v Avstralijo, si odpočil, se zbral in prevzel zlato plaketo za 1 milijon naročnikov. Ampak naslednji teden se vračam. In od tam naprej, fantje, bomo pripravili kup nove vsebine za vas. Komaj čakam, da vam pokažem. Ne smem preveč razkriti zdaj, ampak recimo samo, da bo to najbolj divja vsebina, kar smo jih kdaj naredili. In morda bo sodelovalo tudi nekaj posebnih gostov. Boste mogli še malo počakati in boste videli, fantje. Ampak prosim, pokažite svojo podporo, všečkajte in se naročite. Všečkajte in se naročite takoj, če vam je tole všeč. Res vas imam rad, fantje. In tole tukaj ne bi bilo mogoče brez vas. Tako da dobesedno se mi cedijo sline, tako sem lačen. Jutri moramo dobiti hrano. Ni šans, da bom lačen, ampak imam nekaj norga v načrtu, kar vam komaj čakam pokazati. To bo postalo res noro. V redu, zdaj bomo vzeli našo lignjo z kuhalnika, fantje. Poiščimo dobro mesto za večerjo. Kaj pravite? Samo pustijo tam. Dejno, prijatelj, ustani tam. Tukaj imamo ta limono, fantje. Vidite to zdaj. Najprej bomo poskusili s telesom, potem pa s tipalkami. Pravkar smo zgubili ritem. Malo peska nikomur ne škodi. Prav, poskusimo zdaj. To smo pa res dobro naredili, človek. Razen peska tam noter, je to neverjetno. Fantje, zdaj bom to raztrgal. In vidimo se jutri za drugi dan. Postalo bo še veliko težje in pripravili smo nekaj noro. Se vidimo takrat, fantje. Pravkar sem spustil zadnji košček lignja v pesek. To je neverjetno, res noro. Dobro jutro, fantje. Danes je drugi dan in poskušam ohranjati ravnotežje na tem čovnu. Danes pa imamo tukaj lokalno legendo, fantje. Pomaga nam Jay. Okoli nas so vsi ti otoki in iščemo ribe, brat. Moramo ujeti ribe. Rad bi vam hitro pokazal, s čim se vozimo. Torej, trenutno imamo zelo močen tok, kot lahko vidite. In tukaj so vsi te zalivi. Katero vrsto rib lovimo tukaj, brat? Naprimer, sladkouste. V redu. Potem jacketfish. V redu? Šnepa. Šnapar, ja.
In razlika je pasji zob tuna. Pasji zob tuna, v redu. Torej, pasji zob je tukaj glavna riba, fantje. Ampak ne vem, če jo bomo ujeli. Počakati bomo morali in videti. Človek, poglej to vodo zdaj. Je dobesedno električno modra. In tukaj je res toka, fantje. Premeče nas krvavo Cezarjevo solato tukaj. Smo približno 25-26 ur v tem izzivu in moram dobiti hrano, fantje. Ni možnosti, da bom danes lačen. To se ne bo zgodilo. Tako da mislim, da se bomo jaz pa fantje pripravili, jaz pa Jay fant, ja, in šli bomo v vodo. Gremo. Ta tok tam spodaj res močno vleče. Čej, fant, hej, ti si ujel prvo ribo za nas. Poglej to, prav tam. Temu pravimo samorogova riba. Ja. Je? Poskusili bomo ujeti še kakšno ribo, ampak tok je trenutno res močen, fantje. In komaj se držimo na tem čovnu. Zadeva se skoraj prevrne. Torej, dobesedno samo zlivamo vodo iz čovna. Dobesedno smo tako slabo opremljeni za tole. Poglej tole majhno ladico, v kateri smo. Mislim, da smo pravkar prispeli na drugo lokacijo. Poglej si jo zdaj. Voda je čisto električno modra. Poglej tole.
Ja, človek, zdaj... Vzem to. Je, Jay. Je to tisto, kar želiš? Ne, izpusti. Oh, brat, bilo jih je toliko. Po enem mesecu smo tukaj, Jay, fant. Wow, uspelo nam je. Velik GT. Ja, videli ste, da je prišla ogromna jata. In jaz sem ga samo opazoval. In razmišljal sem, prosim, ne vlec me v greben in ne upogen mi osi in vsega tega. Ampak smo ga ujeli. To je čudovit GT tukaj zunaj, vidite lahko sami. Veliki karan, to tukaj, fantje, bo šlo tudi drugim. Prepričan sem, ne samo jaz, tudi J-Boy za objektivom bo to verjetno jedel za svojo družino. Torej, to tam, to je čudovit GT. Wow, še vedno krvavi povsod. Oprosti, brat, popolnoma sem zapacal čovn. Poglej ta čovn. Popolna krvava kopel, stari. Je, J-Jegua. Ja, fantje. Imamo vse te ribe tukaj, imamo tega čudovitega rdečeokega hlastača, kot lahko vidite. Imamo velikega GT-ja, kapitalca. Kar bomo naredili je, da se bomo odpravili na plažo. Zakurili bomo ogenj in začeli kuhati. Človek, komaj čakam, tako sem navdušen trenutno. Tako sem lačen, da bi pojedel karkoli, tako zelo sem lačen. Torej, mislim, da je to tista, ki jo bomo pojedeli. Poglej razliko v velikosti. To je J-Boy tam, ki plava v valovih. To je naša ladja tam zunaj. V redu, vlečem to veliko ponev dol do našega ognja. Zdaj ga bomo začeli kuhati. Imamo hrano za drugi dan. Tam je. Dej, J-Boy, ali res plava proti naši ladji tam zunaj? Zatakni to notar. Pripravljen sem. V redu, fantje, zdaj že imamo ogenj za kuhanje. Poglejte to. Tole se pa kuha. Res se kuha. J-Boy je šel gor v grmovje, šel je nabrat celo kupico drv. Končno je čas, da se malo usedem in sprostim, pa da nekdo drug enkrat naredi kaj dela. Prav navdušen sem na tem, stari. Poglej tole. To je ogromen GT. Rekel je, da bo ribe pripravil po domače, hej? Seveda, ja. V redu, pokaži nam, brat, po lokalnem indonezijskem načinu. Najprej vrzi ribo. Odstranil boš luske z nje. Je. Ta fant ji pravkar iztrga vse drobovje. Prav vidite lahko, da trenutno samo zarežemo to ribo. In polna peska. Polna peska, stari. To je stvar. Stojiš tukaj na morskih stolpih in imaš prekleti pesek povsod. Sam dali smo ga v ogenj. Bilo je tako smešno, prav vidite lahko tukaj. Oprali smo te fante, pripravljeni so, da grejo naravnost na ogenj. Tukaj pripravljamo ta ribi zavitek. Ribe bomo dali naravnost gor. Jo. Res je? Je. Fantje so lačni. Tukaj lahko vidite, imamo tega sneperja in tudi malega GT-ja. Tam imamo velikega GT-ja, ampak ga bomo dali družini J-Boya. Čovn je tam zunaj, upam, da naš čovn ne odide. Prijatelj, poskrbi, da ga dobro zasidraš. Ja, je v redu. Poglej, kako lepo je meso pečeno. Prav, fantje, danes smo imeli enega najbolj norih dni. In res se želim zahvaliti Jayju Boyu tukaj, on je prava legenda. Imeli smo noro dober dan. In tukaj imamo našo čudovito ribo. Torej, s katero naj začnemo, brat? Mislim, da najprej z večjo. Mislim, da tole. V redu, tole? Ja. V redu, začeli bomo z rdečim sneperjem, fantje. In rekel si, da tega še nikoli nisi poskusil, kaj? Ja, še nikoli nisem poskusil. Tega še nikoli ni poskusil. Eno sem videl. Verjetno zato, ker jih nikoli ne more ustreliti, brat. Na zdravje, gremo. Oh. Ni slabo. Na zdravje, brat, sem ti rekel. Rekel sem mu, te so res dobre. Vidite lahko meso v njih je kot svetleče belo. Neverjetno je.
Prav, kakšno oceno boš dal od 10? Skoraj končano. Skoraj končano. Je. Gabriel, poglej to, pokaž ljudem. To so dejansko ikre te živali. To je konc. Poskusimo. Potrebujemo še malo več ognja. Tako je prav. Dobre. Se sulla carta. Mal drgačko v Gambiji. In končno poskusiva še tega, brat. Poskusiva velikega. Poglej meso, pravzaprav zgleda res dobro. V redu, poskusiva. Ja. Zakaj greš v to smer? Ta je boljši. Ti je ta bolj všeč? Prav, tukaj je. Zmagovalec. Rdeči hrastač je zmagovalec, fantje. Rad bi se vam zahvalil, da ste se mi pridružili na tej divji avanturi z Jayem. Bilo je norih 50 ur in uspel nam je. Se vidimo v naslednji divji dogodivščini. Veliko ljubezni, ne pozabite všečkati in se naročiti. Juhu!